Med članki na zavihu avtomobilnost na MMC-ju seveda ne moremo mimo odločnega za električne avtomobile ter malo manj odločnega ne za bencinske in dizelske. Populistični dekret, ki se bo zgodil čez precej oddaljenih ducat let, bo verjetno precej lažje uresničljiv, kot se zdi na prvi pogled. Kajti pred mesecem dni so na salonu v Frankfurtu vsi veliki proizvajalci avtomobilov napovedali, da bodo tako ali tako delali samo še tej vladni odločbi ustrezne avtomobile. Naš komentar v celoti si preberite na MMC-ju, teaser pa naj bo misel, da elektrifikacija pomeni v bistvu hibridizacijo. Pišemo tudi o Toyotini usmeritvi k robotom namesto k avtomobilom. Z roboti naj bi namreč v prihodnosti zagotavljali mobilnost za vsakogar, tudi za tiste, ki niso zmožni vožnje. Predsednik Akio Toyoda je namreč svojim zaposlenim zapihal na dušo, naj vključijo svoj čut za sočloveka in svojemu delu dajo globlji pomen. Mazda bo v nekaj letih v svojo ponudbo vrnila Wankelov, se pravi rotacijski motor, a samo kot podaljševalnik dosega električnih pogonov. Problemi z varnostnimi blazinami z napako pa se nadaljujejo. Mercedes-Benz je vpoklical več kot 1 milijon vozil. Dubajski policisti pa preizkušajo nova vozila. Klasičnim motopatruljam se bodo pridružili motodroni s 4 rotorji namesto 2 koles. Novi svet se torej uradno začenja. Dobrih 20 let po predstavitvi sistema ESP bo ta postal nekaj običajnega tudi na Kitajskem. 12 največjih kitajskih proizvajalcev avtomobilov je sklenilo zavezo, da ga bodo z novim letom začeli vsa svoja vozila serijsko vgrajevati. Tu je še venček korporativnih novičk. Na Otoku se dogaja tisto, kar je bilo za pričakovati. PSA bo rezal delovna mesta v Vauxhallu. V Wolfsburgu pa imajo prepir v hiši. Volkswagenovi sindikati so protestirali na upravi koncerna, da se je Škoda preveč približala matični znamki in bi zato Čehi morali za skupne tehnologije plačevati več. Predsednik Matthias Miller se je odzval z obljubo, da bo družba šla v smeri večje diferenciacije med znamkami, pa ne le med Volkswagenom, Škodo in Seatom, pravi, da se morata bolj razlikovati tudi Porsche in Audi. V koncernu pa so sicer napovedali tudi to, da bo za 10% skrčil trgovsko mrežo. Tem, ki bodo obstali, bi s tem ukrepom rad povečal profitabilnost. Renault je povečal proizvodnjo bencinskih motorjev. Polestar, hišni predelovalec Volvov, ki je recimo izdelal tudi najhitrejšo limuzino na Nürburgringu, bo odslej samostojna znamka. Prvi model se bo imenoval preprosto Polestar 1. Šlo bo za superšportni električni kupe. In začela se je tekma med mesti, kdo bo prvi izgnal bencinske in dizelske avtomobile. V Oxfordu pravijo, da bodo prvi, že leta 2020 bodo po njem vozili samo električni avtomobili. Precej verjetno bo nekaj tudi priključno hibridnih Range Roverjev, ki so te dni doživeli svojo premiero.